V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha, amen, hvaljen je Jezus. Torej, vam vsem je dobro poznana ta prilika o usmiljenem Samarijanu. Vedeti moramo, kako so takrat obravnavali, da se sme obravnavati kot bližnjega samo tiste, ki so pripadniki svojega ljudstva, ki so prijatelji, ki so sorodniki in tako naprej, ostalih pač se ne tako obravnava. Zato je tukaj toliko bolj povedno, da je Jezus uporabil Samarijana, ki je bil bližnji Judu, ki je padel med razbojnike. Seveda, sveti očetje so tukaj lepo videli in povedali, da je tukaj greh človeka, grešnost človeka pravzaprav, in da je to grešni človek, ki je padel v greh, ki je obležal na pol mrtev, ker ima pač mrtvo svojo dušo zaradi greha, in potrebuje seveda Božje milosti, da spet ustane. Seveda, to so zakramenti, vidimo 3 elemente, vidimo olje, vidimo vino, vidimo kruh. Kruh seveda v tej krčmi, v tej gostilni, ko so poskrbeli in so mu dali jesti. Med drugim še zmeraj se reče v hebrejskem jeziku kruh za vso hrano, pa tudi mi seveda bi znali uporabiti to besedo, da rečemo kruh za vso hrano. Tako da te stvari malo da vidimo. Ta pismouk, učitelj postave, je nekako hotel imeti neki recept. Daj mi ti neki recept, jaz to naredim in bom dosegel večno življenje. Tisto zdaj se bom potrudil, tisto bom naredil in potem zadeva je zrihtana, smo obkljukali, dobim večno življenje. Ampak seveda, krščansko življenje ne gre tako. Ne gre tako. Jezus mu pravi, kaj bereš, kaj piše v Svetem pismu, kako je treba delati, da dosežemo večno življenje, treba izpolnjevati zapovedi. Povzete so vse zapovedi v teh 2, ki ju je izrekel, ta pismouk, ta učitelj postave, torej ljubi Gospoda svojega Boga z vsem srcem, vsem mišljenjem, vso močjo in svojega bližnjega kot samega sebe. Zdaj seveda danes bi rekli, ja, to so dali tako zraven, še tisto do svojega bližnjega in tako dalje, ampak če ne bi tega že takrat stavili zraven, ti 2 zapovedi, izmed mnogih, ki bi lahko bile, potem seveda tudi ne bi kar tako ta učitelj postave uporabil. Torej so postavljali zraven te 2 zapovedi tudi splošno v judovskem svetu, ljubezen do Boga, ljubezen do bližnjega, že zaradi tega, kot smo rekli, Božje zapovedi, 10, ki obravnavajo ta odnos. Prve 3 do Boga in ostale do bližnjega, pa tudi seveda vključeno do sebe. Torej, povedal je, kaj je treba delati. Pravzaprav ni nekega recepta. Ti moraš vsak dan, kot pravi drugod Jezus Kristus, vzeti križ na svoje rame in hoditi za njim v ljubezni do Boga in do bližnjega. Nikdar nismo prišli do konca, tako da je treba vsak dan znova ta križ, ker ljubezen do Boga, ljubezen do bližnjega je žrtev. To je tisto, kar je pomembno in to vidimo tudi. Jezus pravi, ker Jezus je ta usmiljeni Samarijan na koncu, ki dvigne človeka, pravi, jaz plačam. Spravi, noben drugi ni plačal, Jezus Kristus je plačal, noben drugi. In to dela po njegovem zgledu tudi kristjan. Pravi, jaz bom zdaj plačal. In zato je potrebna žrtev. Če hočem karkoli doseči v življenju, ne gre brez tega. Nekaj moramo plačati, nekaj moramo si odtrgati, neka žrtev mora biti, mora teči kri, kot se temu reče. Sveti Pavel pravi lepo, pismo Hebrejcem, niste se še do krvi uprli grehu, in to vsem nam govori. Tako da, te stvari, to pride vse zraven. Ni nekih receptov, da bomo
nekaj tako storili, pa se bo potem magično rešilo vse skupaj. Zdaj, ko smo bili na oratoriju, sem uporabil par zgodb od Don Camilla, kot da bi otrokom neke stvari katekizemske, torej verske resnice predstavil, in ena govori o tem, kako je šel Pepone s svojim sinom, 5-letnim, ki je bil bolan in mu ni šlo nič na bolje, 2 meseca že, rekel, da zvečer pač dobi vročino in je tako, s to rečjo, ne. In on se je zaobljubil Mariji, da ga bo pač prinesel tam tisti Mariji zavetnici Pol, Maria Madonna dei Campi, ne, da ga bo tam prinesel na svojih plečih in na tak način ga bo seveda Marija ozdravila, tistega otroka. Bilo je neverjetno blato in take zadeve in Don Camillo je bil na lovu in tako, in potem je srečal tega Peponeja, ki pa je bil v normalnih čevljih, ni imel škornjev, Don Camillo je imel škornje, zato je rekel, boš dal meni otroka? Ne, je rekel, če ga ne prinesem do tiste cerkvice, se ne bo zgodilo, ne. Je rekel, veš kaj, je rekel, če ti pade otrok dol, se mu bo še kaj zgodilo, ti vzemi tisti hlod tam, je glih tako, je še težje od tvojega sina, pa boš lepo tisto nesel do tiste cerkvice, ne. Tako da potem se je strinjal in se je to zgodilo in potem sta prišla do tiste cerkvice, Pepone je šel noter, je rekel Don Camillu, da mora ostati zunaj, in seveda on je prosil s tistim, kar je imel za prositi, seveda sina je nesel noter, ne, takrat, hlod je pustil zunaj, in je napisano, da Don Camillo je pa Mariji izrekel še tiste besede, ki jih Pepone ni znal povedati, ne, se pravi, posredovanje duhovnika, domačega župnika, ne, tako da te zadeve vidimo, kako je na pravilno obrnil, se pravi, da je bila pokora tukaj, da je bila neka žrtev, ne, celo malo težja še, tisti hlod je bil pač težji, za nazaj je spet nosil hlod, ne, Pepone, toliko, da bomo vedeli, ne. In seveda se je potem zgodilo, je bil tisti otrok ozdravljen, izražena je tista prava pobožnost, prava vera, in tudi mi moramo imeti seveda do Marije, ma še prej do našega Gospoda Jezusa Kristusa. In to je problem današnjega časa, ne. Da mi, ko smo slišali, ne, srečne vaše oči, ker vidijo, in vaša ušesa, ker slišijo, ne. Torej, mi bi morali biti nadvse srečni, da imamo pred seboj Jezusa v Najsvetejšem oltarnem zakramentu, da je njegova resnična, prava, bistvena navzočnost, ne, pred nami, da je Jezus resnično tam, ne, pod podobo kruha in vina, ne. Ampak dostikrat mi kar nekam odplavamo in sploh pa ta svet, ne. Tukaj je razlika med tradicionalno mašo pa med novo mašo, ne, v smislu, se vidi že to. Tradicionalna maša vidi Jezusa, bomo rekli, so prikloni, so poljubi, so križi, so te zadeve vse, ne. To vse govori, Jezus je tukaj, ne. Torej so srečne resnično, ne, govori, srečne vaše oči, ker vidijo, srečna vaša ušesa, ker slišijo. To vse govori. Tam pa ni nič od tega oziroma zelo malo in pač je nekdo odsoten, sploh pa se je pahnilo Jezusa ven iz teh obredov, pravzaprav tudi ali iz cerkva, ali se ga je dalo tja na stran, ne, se je celo velike oltarje se celo podrlo, preuredilo, ne, mislim, preuredilo, niso več urejeni, ne, prej so bili lepi, mogočni, zdaj pač so, kjer so, razstavljeni, en kos je tukaj, en kos je tam in tako dalje, ne, te stvari, tako da vidimo malo te zadeve. Opozorilo torej nam, ki imamo ta privilegij, to srečo, da
posebej vidimo in slišimo in tako naprej, ne, da slišimo tudi seveda pravi katoliški nauk in vse te zadeve, da ne bi tudi mi tako storili, da pravzaprav ne bi bilo Kristusa tukaj, ne. To smo tudi lepo si povedali z otroki, da moramo zelo, zelo paziti, da bomo mi dejansko tam pri sveti maši, ne. To je razlika med prisotnostjo in navzočnostjo. Ti si lahko prisoten, ni pa nujno, da si navzoč tam. Tako da to delajmo zato, da bomo tudi mi resnično navzoči pri sveti maši, ne. Da bomo tudi mi z Jezusom tam delali, kar on dela, da bomo tudi mi hodili ta križev pot, da bomo tudi mi se darovali vse te stvari, tako kot Marija, ki je vse to v svojem srcu naredila in je v resnici bila zaradi tega in je soodrešenica in je srednica vseh milosti. Lahko smo ji še kako podobni, delajmo na tem. Torej, to malo tega nauka, ki ga lahko potegnemo tudi seveda iz te prilike, je ogromnih teh stvari, ki jih lahko potegnemo ven iz te prilike, kot iz vsake druge, ampak naj bo tako malo na kratko, da premišljujemo predvsem ta pomembni vidik, ne. Dandanes imajo ogromnih, ne, je rekel en tradicionalni italijanski duhovnik, ogromnih teh češčenj in teh zadev se zatekajo k tem pobožnostim, napolnjujejo svoje krščansko in versko življenje s pobožnostmi, ampak nimajo nobenega učinka. Zato, ker nimajo prave maše in tudi kakšen pomen ima imeti neko češčenje Najsvetejšega in podobne zadeve, če pa potem hkrati pri sami sveti maši tega ne delamo, celo še več se deli na roke in vse take stvari, potem se klepeta v cerkvi, se dela vse drugo, razen da bi bili resnično tam pobožni z vsem svojim bitjem in tako, kot je treba, ne. Da bi resnično priznavali, da Jezus je tam, da Marija je tam, da angeli in svetniki so tam, ne, tako da vse te stvari. To brez problema lahko rečemo, da je tako. Torej, ni neke učinkovitosti in seveda potem se tudi potrjuje v številkah in v številu, ki se čedalje bolj manjša, ne, tako da to. Dajmo mi se torej truditi, kot smo rekli, da bomo resnično tam, da bomo resnično navzoči, da bomo resnično z Bogom, da bomo resnično z Marijo, da bomo resnično z angeli in svetniki, tako da te stvari dajmo. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha, amen. Hvala, Jezus.